danes pa z mano je tak multipraktik, res ni, da ni, kaj ti ne počneš. Ne? Od televizijske voditeljice, radijske voditeljice, nutricionistke, PR-ovke, Lady of the Year, dame leta, to je res tak prestižen naziv. Ampak če se malo vrneva mogoče v otroštvo, ker vsa ta pot je pripeljala te do tega, da si danes to, kar si. Ne? V otroštvu si bila v bistvu malo bolj zaprt otrok, malo bolj vase zaprt otrok. Jaz sem bila najbolj introvertiran otrok ever in je včasih komu, tako jaz rečem, jaz sem še vedno zelo introvertirana, je včasih komu res težko verjeti. Kako? Ja. Ne, ti si pač res ne tako, vse je posod, kot si rekla, pa je ekstrovertirana, pa voditeljica, pa to. V bistvu je bilo to zelo, en tak močen trening je bil, no. Zelo sem mogla delati na tem, da sem lahko na zunaj ekstrovertirana, v osnovi še pa vedno introvertirana in rabim ta svoj prostor in čas zase in to se najbolj vidi takrat, ker gremo v prostor in ne poznam ljudi. Tako da, če nimam neke vloge, nekje recimo grem na koncert, ki ga jaz delam, se pravi delam PR, je to vse in se dobro počutim. Če grem jaz nekam in ne poznam ljudi, sem tista, ki sem tiho, ki se usedem v en kot in opazujem. Rakica. Ja. Imam doma 2, tako da vem, kako radi se skrijejo v svojo lupino in so sami v svojem svetu. Ko sem brala malo v bistvu tvoj opis, ki si mi res v bistvu ena po moje redkih mojih gosti, ki se je tako pripravila na ta intervju oziroma mi povedala toliko stvari o sebi. V bistvu mi je bilo tako zanimivo, da si bila ti skozi odličnjakinja, ful knjige brala. V bistvu si tudi na faksu si imela, ne, povprečje, koliko? 10? Oh my god, ne, to si danes v bistvu sploh ne moreš predstavljati, da si toliko introvertiran, kaj si skozi knjige brala, skozi... Ja, to je bil tisti beg v moj introvertiran svet. Mene so klicali knjižni mol in medtem, ko so se drugi otroci igrali z pač drugimi sovrstniki, sem jaz bila v svetu knjig in v bistvu sem se igrala z živalmi. Težko mi je bilo narediti ta preskok v vrtec, zelo pozno sem šla in se dosti nisem znašla. Tudi cela osnovna šola mi je bila zelo težka, nisem našla svojega okolja, nisem se našla. Bila sem tiha, mala miška, zelo pridna, brala knjige, odličnjakinja, ampak nisem našla tisto sebe. Še tam nekje v gimnaziji sem se začela, ne bom rekla iskati, ampak mogoče, ker sem našla bolj sebi podobne ljudi, isto misleče, drugačne, da sem se začela malo odpirati. In pa, ko sem začela delati na radiju in na televiziji, sem si tako, to je Kali? Noro, ne? Ona, ki je skozi tihe. Ja, točno to. Da še starši so bili čisto šokirani, moj otrok zna govoriti, veš. Tako da... Ampak kje si ta preskok naredila, ne? Ker če si introvertiran človek, ponavadi si res bolj tako, kot si rekel, v knjigah, pa tako vase zaprt, pa se ne družiš toliko z sovrstniki. Kje se je pa pri tebi ta preskok naredil, da zdaj grem pa na televizijo, ker tam se pa javno izpostaviš, ne? Tam pa ne moreš biti lih vase zaprta, ne moreš kar. Ja, ni bil to, ki je bila kar dosti dolga tranzicija. V bistvu najprej sem začela delati na radiju, kar mi je bilo malo lažje, ker na radiju si skrit, veš, ni to kamera, ne, tako kot sem videla direktno zdaj pred kamero in si skrit za mikrofonom in jaz sem bila v bistvu in tehnik in speaker, se pravi, sem bila v studiu sama. In to je bilo eno neko tako varno okolje, ker sem se jaz lahko začela odpirati. Predtem sem se pa dosti družila z DJ-ji in z radijci in sem spoznavala ta svet in mi je postal všeč. In nekako sem začela sebe odpirati na tak način, po drugi strani sem pa veliko nastopala, kar mi je zelo pomagalo, ker sem v bistvu od 2 let naprej sem začela, pač so me dali, ne vem, plesati, sem plesala klasičen balet, kasneje jazz balet, show dance in vse te stvari in sem pa bila dosti na odru. Tako da obe stvari sta mi nekako pomagali, da sem sebe gradila in pa rekla mami, da me je audicija pet delati na televizijo, pa je skoval, mami, ne, ne morem. In pa nekako tako me mami ok, redo grem na audicijo samo za tebe. Mislim, da je bilo, ne vem, 600 ljudi prijavljenih na audiciji, izbrali so samo 2, ki so bili pol novinarki in pol mene so zelo hitro dali zadelati poročila, kar mi je bilo čisto brez veze. Nisem se našla in pa sem dobila končno svojo glasbeno oddajo, evo, tam sem pa zaživela. Tam sem zaživela, to je bil moj svet, ker sem bila glasbenica, sem bila pevka, to so bili moji ljudje, moji prijatelji, ki so k meni hodili na intervjuje. In tako, ker se mi ne pogovarjava, kot 2 frendici. Sproščeno, ne? Ja, tako sem se jaz z njimi pogovarjala in začela odpirati samo sebe. Si pa v bistvu v osnovni šoli tudi trenirala, tako kot si rekla, neke plese, jazz, balet in tako naprej, ampak tudi ritmično gimnastiko, ne, če se ne motim? Ja, ritmično gimnastiko in ritmiko, dokler nisem doživela težke poškodbe, padla sem iz hiše in sem se res zlomila. To je bila taka prva težka izkušnja v mojem življenju, ker so rekli, da ne bom največ več hodila, da nikoli več ne bom mogla športati, bila sem priklenjena na posteljo. Cela desna stran, se pravi noga, roka in takrat sem se tudi prvič srečala z svetom vizualizacij.
Do takrat nisem vedela, da človek lahko tako močno stvari vizualizira, doživi in sebe s pomočjo svojih misli dejansko zgradi. Moč misli. Okay. Jaz sem se res videla, da hodim, da spet športam, da tečem po travniku in ne boš verjela, hotela so mi dati šraufe v koleno in tako res me je čakala težka operacija, koleno sem skozi punktirala, ker je bilo tako. In kar naenkrat je prišla neka zdravnica iz tujine in rekla, dajmo počakati, mogoče se bo to rešilo. Dali so mi sicer gips takole pod pravim kotom in to je pač trajalo zelo dolg časa tisti gips, ampak meni so se stvari same, brez operacije, sanirale. Bila sem še pol, ne vem, 1 leto, mislim, da na Birglah. Ampak pol 1 leto kasneje sem jaz že bila v športu, sem profesionalno igrala odbojko. V glavnem, svoje telo sem pripeljala do te mere, da je spet postalo top. Da sem bila spet v top formi, nazaj začela športati, gimnastike nisem mogla več, ampak sem se spet našla nazaj v plesu in v odbojki. Ker mi je bilo super, ker je bil skupinski šport in tle se najdem. Nisem individualist, sem zelo tak timski igralec, sem vodja sicer, ampak rada imam ljudi okrog sebe, ki skupaj nekaj dosežemo. Tako da... Jaz si sam težko zares kaj dosežeš, ne? Ja, jaz mislim, da si močen toliko, kolikor je močna tvoja ekipa, koliko znaš ekipo postaviti in tukaj mislim, da sem res dobra, da znam dobro postaviti ekipo in jo gnati naprej in ta ekipa pa potegne do cilja. Vleče, ne? Vleče te stvari. Ker se rekla, kako lahko toliko stvari v življenju delaš, to je to. To je dejansko recept, zakaj lahko človek dela toliko stvari v življenju. Zato, ker si postaviš pač neke timske igralce, ljudi, ki imajo isto vizijo, ki imajo iste cilje in greste pač skupaj do tja, ker želite biti. Ampak zdaj recimo, ko si omenila moč misli, a ne? Me zanima, na kakšen način si to, si povedala, da si v bistvu vizualizirala, ne? Ampak veliko ljudi, tako ko bereš recimo te knjige o bogastvu, o teh, kako si moš z nekimi pozitivnimi afirmacijami priklicati zares bogastvo, zdravje, ljubezen in tako naprej, a ne? Ampak če bi to delovalo, a ne, potem bi vsi na svetu lahko bili bogati in vsi na svetu, a veš, tukaj me zanima, kaj je drugače recimo bilo pri tebi, ta moč misli, kot pa recimo pri nekom, ki si sam reče, jaz bom enkrat bogat ali pa jaz bom enkrat zdrav. V bistvu, afirmirati moraš znati. Ni tako, jaz si to želim. Ne, to je pač prva stopnja, jaz si to želim. Ok, ti si mogoče to želiš, ampak kaj si pripravljen za to narediti? In tukaj večina ljudi dejansko pade. Zakaj je 1-2% ljudi uspešnih, ostali pa pač ne? Zato, ker niso pripravljeni narediti tega koraka, niso pripravljeni iz cone udobja. Zato, ker cone udobja ni lepo. Ko greš pa iz cone udobja, je pa težko. Boli. Transformacija sebe. Torej, kaj si pripravljen narediti, da greš iz svoje lupine? Kaj si se pripravljen naučiti? Čez kako bolečino si pripravljen dejansko iti? In nisem tisti, jaz si želim. Moraš čutiti. Postaviti se tja, kjer dejansko želiš biti. Se pravi, ne samo jaz si želim. Čutiti, se postaviti, sebe doživeti, misliti. Pa drugi korak, akcija. Ker akcije, pač brez reakcije, pač ni brez akcije. In tukaj mislim, da pač vsi pogrnejo. Plus tega, a si vreden tega? Kako pa to človek zve, a je vreden tega? Zdaj govorim, ne? Ja, pač govoriva, pač jaz govorim iz svoje lastne izkušnje. Ja, saj večkrat si pač mi mislimo zaradi svojega strahu, da pač nismo ničesa vredni. Spet, kaj moram narediti, kaj moram začutiti, da bom pač jaz tega vredna in vsi smo dejansko vredni. Ampak spet, strah nas je, nimamo volje, nimamo ta prave želje. Veš, veliko ljudi si želi spremembe. Vsi jamrajo. Jaz želim, da je to drugače. Zakaj ne zadanem na loto? A si kupila srečko? Večkrat je tako, zakaj to, zakaj ne in se pritožujejo. Super, ampak kaj si pripravljena narediti? Koliko si pripravljena narediti? In ljudje nimajo rutine. Kaj vsi pogrnejo? Ljudje niso konsistentni. Ljudje ne vejo, veš, ti želiš en cilj in zdaj dan so pripravljeni vse narediti. Vse bojo na glavo obrnala. Vidim to pri poslu, ker pač učim poslu in vidim to recimo kot nutricionistka, zdaj pa želim shujšati. Ampak ljudje si ne postavljajo realnih ciljev. Koliko pa? 15 kg, koliko časa enem mesecu? Ja, ljubica, ne bo šlo.
Mislim, mogoče bo šlo, samo ne na dolgi rok, ne? In ne na pravi način, Tako, ne bova zgubili maščobe, ker to Ja. je nemogoče. Zgubili bova vodo in zgubili bova mišično maso in pač nismo shujšali smo po tehnici, kar vsak bedak zna. Ampak maščobo zgubiti pa to obdržati, to je pa pač zdaj drugo. Ni realen cilj. Torej, dajmo si postaviti realne cilje, pa imamo konsistenco. Torej, ne obrnati vse na glavo, zdaj bom pa danes vse naredil, pa 2-3 dni to še drži, pa ljudje obupajo. Treba se postaviti pač realne cilje in imeti to konsistenco. Se pravi, vsak dan te neke, temu rečemo, atomske navade, kaj si pripravljen narediti. Zato, ker konsistenca, veš, ni zdaj bom to naredil. Konsistenca je tako, veš, naredim, opadem, naredim, ampak skozi gre gor, veš, skozi. Tudi, če gre malo dol, gre spet gor. Znaš ti iti gor. In spet, ko sem ravno na dol, tukaj večina ljudi obupa. Najbolj uspešni ljudje so večkrat bankrotirali in so se učili iz neuspeha. Uspeh, noben ni doživel uspeha, zato ker je bil, veš, si začel delati, pa si zdaj doživel uspeh. Ne, uspeh je, da ti nekajkrat pogrneš, ti je hudo, greš čez, sorry, da bom to rekla, ampak greš čez šit, greš čez to bolečino in se nekaj naučiš. Ok, kaj lahko naredim zdaj drugače? In konsistenca je to, da res delaš vsak dan. Tudi, če si kak dan vzameš pauzo, ampak overall, če pogledava, da res imaš to konsistenco. Ok, ampak ti si bila takrat, ko se ti je ta poškodba zgodila, koliko stara? 11. 11. Mislim, da si človek pri 11 letih zna zvizualizirati nek cilj in ga dejansko doseže, ne? Ti si potem spet shodila, čeprav so 10 celo. nekako dvomali, da boš, ne? Ja. Mislim, a veš, sploh ne razumem, ker danes, ko gledaš recimo 11-letnike ali pa 12-letnike, to so tako, kot si rekla, v bistvu kratkoročno, danes bomo vse spremenili, se mi zdi, da to je sploh ta generacija, ne? Danes bomo vse spremenili in če jutri se ne bo pokazal nek rezultat, bom kar nehal, ker to je čisto pretežko, ne? Kako pri 11 letih v bistvu, a so te to starši naučili, si to sama v bistvu do tega prišla? Kako je sploh prišlo do tega, da si to tako močno zvizualizirala, da je dejansko uspela? Zato, ker sem si tako močno želela. Jaz takrat v tistem momentu pač nisem vedela, veš, da je to, da zdaj zvizualiziram. Ampak preprosto nisem hotela biti žrtev. Jaz nikoli v življenju nisem hotela biti breme svojim staršem. Zato sem začela delati pri 17 letih. Hotela sem služiti svoj denar. Nisem hotela iti študirati redno, ampak sem šla izredno, zato ker sem želela imeti svoj denar. Želela sem narediti in pač nisem hotela biti breme. Zato, ker sem se že rodila v ta svet, neplanirano. Nisem bila planirana, rodila sem se tudi hitreje. Hotla sem, veš, tako. Hotla si na svobodo, le. Nekaj zamujam, gremo, hiter akcija, 1 mesec prej sem se rodila. In mogoče od tukaj tudi malo ta želja po dokazovanju, dajmo narediti stvari, želeti si stvari na drugačen način. Ampak vedno je bilo tako pri meni, vedno sem si mislila, da sem malo drugačna od ostalih in nisem glih sama sebe najbolj razumela, zakaj včasih grem z glavo skozi zid ali pa zakaj. Dej, vstav se, dej, zadihi, dej, ne, hotla sem stvari, hotla sem. In isto je bilo pač tukaj. Takrat sem prvič doživela, da se res nekaj tako močno želim in da nočem biti žrtev in da hočem iz tega življenja potegniti največ. Zdaj, ko sem starejša, pač vem, da so to neke vizualizacije, afirmacije in ne vem, pač neke stvari. Takrat si pa to spontano naredila, ne? Ja, to je bilo zelo spontano in tudi kako sem začela delati na radiu, je bila ista fora, pa vse, kar se mi je dogajalo v življenju. Jaz sem se tam res postavila, jaz sem dejansko res v glavi vadila stvari, kako sem jaz pred mikrofonom, kako govorim ljudem, kako jih nagovarjam, kakšne sporočila jim želim dati. In res pač postavljanje v te situacije, pač to jaz mislim, da so te vizualizacije in afirmacije in vse te stvari. No, človek pri 11 letih, ki si toliko zvizualizira in tako, ne, tebe je v bistvu to, se mi zdi, pol pripeljalo tudi na to, da slikaš energijske slike in te stvari. Kako je pa do tega v bistvu prišlo, ne? V bistvu sem celo življenje očeta gledala, kako slika. Aha, je bil slikar. On slika res zelo, wow. Tako je, res je bil moj idol. Mama je pa tudi ekstremno kreativna, aranžira stvari, tako. Jaz sem se res rodila v neko zelo kreativno okolje. Recimo, mi nismo imeli klasične stene, barve, recimo v naše stanovanje je bila vsaka soba, ki si prišla, je bila druge barve. Slike so bile vedno druge na stenah, tako da če si prišla v, ne vem, 2 mesecih, 2-krat na obisk, je bilo, kot da si prišla v drugo stanovanje. In to kreativno okolje mi je res pomagalo tudi drugače dojemati stvari mogoče v življenju.
biti kreativna, razmišljati drugače in pa pač slikati. Pač njega sem gledala in sva slikala. Nikoli se nisem našla v njegovem stilu, ker je zelo realen, jaz pa stvari ne vidim na tak način. In sem šele leta 1992 končno dojela, da stvari in svet ne vidim tako kot drugi ljudje. Malo so mi ugotovili, da imam sinestezijo, v bistvu znaki so se pokazali že tako, da so dojeli učitelji že v 3. razredu. Po prvem razredu gimnazije pa pri glasbi učitelj dejansko ugotovil, da imam sinestezijo, kar pomeni, da jaz tone glasbo vidim v barvah, vidim v oblikah, zato sem bila tudi dobra koreografinja, ker sem pač videla celo sceno in zato tudi mogoče tako dobro vidim projekt, ker vidim že končni izdelek. V slikarstvu sem se pa našla čisto na drugačen način, spet sem stopila ven iz sebe in sem se na drugačen način sprejela in sem se našla v abstraktnem slikarstvu. Recimo, jaz znam narediti portret, ampak moj portret ne bo tak, da si boš mogoče ti všeč. Zakaj? Zato, ker bom narisala tvoj karakter. To sem šele kasneje ugotovila. Mogoče malo prepnikne, veš, prefrkne nos in tako. Pač vidim stvari drugače. Zato sem se res našla v tem abstraktnem slikarstvu, energijskem slikarstvu, do katerega smo pa spet slučajno prišli. Zakaj so moje slike energijske? Zato, ker so pač slučajno zmerali našo hišo. In so rekli, kdo je pač to sliko, ful daje energijo. In rekla, mami, pač jaz. In pa so sondam to zmerali. Ljudje, ki so imeli moje slike, so mi začeli razlagati, koliko so se jim stvari spremenile v življenju, koliko se boljš počutijo, koliko so se zaljubili, koliko se jim je posel poboljšal. Tako da smo slike testirali nekih 15 let s pomočjo mojih prijateljev, ki so se ukvarjali z raznimi takšnimi drugačnimi energijami. Potem smo jih pa začeli testirati z kvantno fiziko, z kvantno medicino in smo res dokazali, da imajo pozitiven učinek in vibrirajo na najvišji frekvenci. Če se čist malo vrneva nazaj na otroštvo, kako v bistvu otroka, zdaj ti boš iz lastne izkušnje seveda povedala, kako otroka zaznamuje to, da je drugačen, da se počuti drugače? Ker se mi zdi, da mogoče to v otroštvu ni najboljša stvar za otroka, tako, za njegovo samozavest. Ponavadi ga to kar malo tako zdampingira, kako čem temu reči, malo mu v bistvu energijo dol potlači. Ker si starejši, se mi zdi, da to lažje razumeš, pa da ti je lažje sprejeti, da si drugačen in da je v bistvu velikokrat to tudi dobra stvar, ne? Ampak ko si otrok, kako se počutiš v bistvu med sovrstniki, ki so drugačni kot ti, oziroma ti si drugačen kot oni? Jaz sem imela zelo hitro neko zavedanje, da sem drugačna, zato mogoče po 10-11 letih, da sem že afirmirala, veliko so mi dale knjige, seveda, ampak ful je zanimivo, ko zdaj pogledam za nazaj, koliko hitro smo dejansko kot ljudje zgrajeni. Jaz gledam svojega 7-letnika in si mislim, to je pač mali fantek, pa tako, ne, ni mali fantek. Jaz sem pri 10 letih recimo nehala jesti meso. Se pravi, koliko sem mogla biti v tem času že zgrajena in sem imela neko svoje zavedanje. Ko sem bila majhna, drugačna, kaj jaz vem, nisem se dobro počutila, zato pač sem bila tudi zelo introvertirana. Težko sem navezala stike z ljudmi, z svojimi sovrstniki. Nisem našla pointa v igri z njimi, nisem se znala povezati. Moji starši mogoče niti ne vejo tega. Ampak si se kaj tako sekirala sama v sebi, tako kot kaj je z mano narobe, ne vem, oni se igrajo igre, jaz se ne morem. Mislim, si se ukvarjala s temi mislimi? Ja, seveda sem se ukvarjala. Zakaj sem drugačna, zakaj čutim drugače, zakaj so meni stvari čisto brezvezne, zakaj vam reči druge stvari. Veliko sem se ukvarjala s tem v osnovni šoli, pa tudi v gimnaziji. Zakaj sem toliko nesprejeta mogoče, tudi, ker sem bila toliko drugačna. Ampak veš, to so vse stvari, ki dejansko pol tebe oblikujejo kot osebo. Zdaj, ko imaš otroka, a je tvoj otrok tudi drugačen? Ali se vklopi v družbo? Ker se mi zdi, da mogoče nekdo, ki je to doživel, recimo ti kot njegova mama, mu lažje svetuješ, kako je, ko si na nek način izločen iz družbe ali pa ko se ne znaš vklopiti, Kakšen je pa on? Dosti podoben mojemu partnerju, ki je pa bolj ekstrovertiran. Nima toliko teh problemov, je veliko bolj komunikativen. Mi je pa recimo zelo bed, ko vidim, ko reče, joj, mami, veš, so me izločili. In kar podoživim je tisto, kar sem jaz imela kot otrok, ampak moj ta malo se veliko bolj znajde, kot sem se jaz. Mu pa znam malo drugače svetovati. Ampak je drugačen, je drugačen kot jaz. Sem mu pa dala del tega, kar vam jaz. Dala sem mu del energiji, dala sem mu na začetku veliko
razmišljanje, da ima drugačno, da vidi svet na majčken drugačen način, slikala sva veliko skupaj, ustvarjala sva. Tako da smo dala ta del sebe. Ampak zdaj, ko odrašča, se mi zdi, da sploh zdaj, ko je pač v moški energiji pri 7 letih, a ne, pač fotor je car. Zdaj pač pobirati v moško energijo se zelo spreminja, ne, zelo postaja podoben njemu. Katera stvar v življenju bi rekla, da te je najbolj zaznamovala? Ni ene. Mislim, da je skupek nečesa, ki me je zaznamovalo. Ali pa kater del življenja ti je bil, recimo, da bi lahko rekla, da je bilo to pa najtežje obdobje v tvojem življenju? Največjo transformacijo, če mogoče greva iz tega stališča pogledati, sem dejansko doživela, ker sem bila zelo težki 2 leti, ker to pač se kar vleče in kar ni konca. Se pravi, prvo je bil, da sem postala mama, seveda to zaznamuje, ženska postane drugačna. Okrog tega je bil pa en kup stvari, se pravi, dobila sem tumor, za katerega pač čutila sem, da se ne počutim ok, da nekaj ni ok z mano. Zdravniki so me poslali domov, češ, da je vse v redu. Dala en kup denarja za preiskave, da sem vrgla na mizo in rekla, nisem ok. Da sem potem bila dejansko že naslednji dan pri terapevtu in čez 2-3 dni že na onkološkem na operaciji. Za težko obdobje, zaradi tega, ker v istem času dedi zbolel za tumorjem, se pravi, oba sva se soočala s to zelo težko situacijo. Jaz sem se zvlekla, on se ni in je pač bilo res, še vedno je sveže, ampak zelo težko obdobje, ker sem imela skozi občutek, da je on zapusti ta svet, da jaz ostanem. Doživela sem še en šok, ker sem preživela pač ta tumor in otrok je bil res majhen in je mogel vse to gledati in spremljati, ampak ok. Pol druga stvar je bila, da je kiropraktik povzročil 4 hernije in sem bila spet paralizirana za pol leta, se pravi od takrat naprej, to je 6,5 let nazaj, ne morem svojega otroka več primiti, nisem ga mogla dvigniti. Ne morem več športati, marsikaj ne morem narediti, tako v šalcu lahko dvignem. Tako da en skupek nečesa, kar se kar vlekel in sem rekla, ok, Kali, zdaj pa še 40 sem bila stara, tako, zdaj pa dost in sem takrat naredila res največjo transformacijo, pol leta, ko sem bila paralizirana in prišla čez tumor in hernije in vse te stvari. Eno leto sem res spet se postavila, afirmirala, se obkrožila s svojimi energijskimi slikami in resnično rekla, kaj želim v življenju, kako želim stvari drugače, zakaj sem jaz na tem svetu, kaj bom spremenila. In sem rekla, dovolj je. Stara si 40, če zdaj ne boš naredila spremembe, kdaj boš naredila v življenju? Vzela sem si pauzo od vsega skupaj, slikala sem 2 leti non-stop. Slikala sem se, ker res čez energijske svoje slike, čez slikanje se polnim, imam direktno povezavo z univerzumom in sem šla čez te stvari pač na tak način, tako sem se soočila sama s sabo in z težkimi situacijami. In takrat sem rekla, zdaj pa dost, to je to. In to je bila mogoče največja transformacija v mojem življenju. Ok, kaj si dobila tumor? Kje si imela tumor? Na bezgavkah, ščitnica, ok. A si se takrat mogoče vprašala, zakaj jaz? Kaj delam narobe ali pa zakaj se je meni to zgodilo? Ne, jaz se ne sprašujem, zakaj jaz, zato ker mi je to čisto popolnoma jasno. Jaz se sprašujem, kje imam blokado, zakaj se mi to zgodilo, se pravi, kaj moram odblokirati, da bom pač te stvari sanirala. 5. čakra, obščitnica, 5. čakra, se pravi komunikacija, kreativnost, se pravi, kje imam jaz blokado. Nisem znala reči ne. Ena izmed stvari, zakaj sem doživela zelo težek burnout, je, ker nisem znala reči ne. Imela sem preveč projektov, vedno sem naredila vse za druge ljudi, pozabila nase. To ženske zelo rade naredimo, pozabila nase. In takrat, ko sem odstranila ta tumor, ki na srečo ni bil maligen, je bil benigen, ker sem ga dovolj hitro odkrila, sem odkrila ta svoj svet, se pravi blokado umetnosti, ker jaz sem slikala, ampak nikoli nisem hotela razstavljati. Takrat sem potem začela tudi razstavljati in naredila res velik preboj, kar se moje osebne umetnosti tiče, ker je bil spet moj strah, Kali je to, pa to, pa to, pa to, zdaj pa Kali je še slikarka. Je bil moja težava sama s sabo, a Kali je pa še to. Ja, Kali je še to in sem se morala res postaviti. Ja,
Ja, ker ponovadi ljudje mislijo, da ta pa kar vse počne, ne? Na ta način, zaničevalno v bistvu, na način, ker ne moreš vsega dobro narediti. Tako, ampak jaz naredim vse to, kar delam dobro. Se pravi, zakaj ne bi svetu dala še ta del sebe, ki je res dober, ki pač lahko ljudem pomagam. Tako da sem začela res razstavljati po celem svetu, London, Dubaj, Hongkong, Praga, Budimpešta, v glavnem vse posod in sem res doživela ta del sebe. Kar sem si pač vedno želela in komunikacija. Se pravi, mogla sem razčistiti sama sabo, kaj delam, kaj ne delam, katere projekte delam, kdaj rečem ne. Ker če začutim, vedno, ko sem začutila to slabo energijo, vedno, ko začutiš neko ekstremno močno intuicijo imam. In sem jo kar tako, veš, tlačkala sem jo. Intuicijo, veš, kar tako, ne, vse je v redu, ne, se bo, narobe čutiš, narobe si misliš. Vedno, ko sem dobila ta rdečo lučko, ta alarm, pa sem jaz rekla, pa ne, Kali, se je v redu, se bomo speljali projekt, se projekt je bil speljan, top, Kali je najboljša PR-ovka, si the best, ampak na koncu je vedno, ali so mi ostali dolžni, ali je bilo, nekaj vedno je bilo, nekaj vedno, nekaj, ne. In zdaj, ko začutim nekaj, ne grem delati stvari. Tu, če mi reče, duplo te bomo plačali, truplo te bomo plačali. In ko sem začela poslušati sebe, to je svojo intuicijo, ko sem se naučila reči ne. Ampak kakšen trening to je, da se naučiš reči ne? Ker se mi zdi, da to res po 70% ženskam manjka na nek način, ne? Ker želiš biti dobra mama, želiš biti dobra v službi, želiš biti, vsod rečeš ja, ne? Ker s tem pokažeš kukar, da si močen, da vse zmoraš. Ja, dejansko nisi, ne? Dejansko sam sebi delaš slabo, samo sabotaža in dokler se pač to dogaja leta in leta, pač nekje vam butne ven. Ponavadi toliko dolg časa, veš, dobivaš zaušnice, da moraš res dobiti šamar, da rečeš, ok, dovolj je. Meni je pač žal, da sem mogla iti čez te stvari na tak hard način. Eni grejo še čez težje stvari. Veliko ljudi imam, ki so mogli iti čez razne še težje situacije, recimo raka, ne vem, 3., 4. stadiju. In oni so pa res, ko se pogovarjam z njimi, res mogli ekstremni hardcore cut narediti. Ampak drugače ne gre. Ne moreš pričakovati druge rezultate, delati iste stvari v življenju. Katerikoli stvari. Ne moreš imeti dober posel, ne moreš imeti zdravje, dobre odnose v družini, prijateljske odnose, kakršnekoli. Če pa nisi pripravljen za to nič narediti, nič spremeniti, če delaš iste stvari. To je že Einsteinova teorija norosti. Ne moreš pričakovati druge rezultate, če delaš vse isto. Pa delaš vsak dan eno in isto. Ne, moraš narediti spremembo, druge ni. Zdaj, ko si recimo ta tumor dala čez pa tako, se ti zdi, da si toliko spremenila neke navade in vzorce, da se ti to ne more več ponoviti? Da ne. Sicer jaz mislim, da je življenje never ending story, skozi učenje, skozi boje takšne in drugačne prepreke. Drugače pa ja, veliko stvari sem spremenila. Razčistila pri sebi stvari, prehrana, odnosi z ljudmi. Kot sem rekla, naučila sem se reči ne, postaviti se zase, kar recimo nikoli nisem znala. Ne morem pa reči, nikoli več se mi nič ne bo zgodilo v življenju. Pač ne vemo, telo odreagira v delčku sekunde, na različne načine. Ja, delam pa na tem, da bom zdrava do konca življenja. Ljudje me hecajo, kaj je toliko zdravo živiš, da boš zdravo umrla. Ja, so to je point, da zdravi umremo, da smo do konca vitalni in se igramo s svojimi vnuki, pravnuki. Tako da ja, to je dejansko moj življenjski stil. Prej si rekla v bistvu, da te je ful zaznamovala tudi ta smrt dedija, ker je imel tumor tako kot ti, ki ga je imel pa on? Skoraj podobno, ja, na požiralniku. Ded je bil v bistvu meni tako ful pomembna persona v življenju. Moj drugi oče, jaz sem veliko otroštva, oziroma prvi del otroštva dejansko z njima preživela. Živeli smo skupaj v isti hiši in sta mi bila oma in ded ekstremno zelo pomembni personi v življenju, poleg pač mojih staršev. Z dedijem sem veliko časa preživljala skupaj, šla sva na sprehod z psom, veliko sva se pogovarjala, govoril mi je o vojni, bil je zaprt v Auschwitzu, imel ekstremno težko življenje. Na eni strani lepo, ampak prvi del življenja zelo težko, kot otrok in tako. In sem rada poslušala te zgodbe, ampak te zgodbe so njega dosti pokopale, ker je skozi premleval pač te zgodbe in normalno pač valjda pač spet telo odreagira tako, kot je odreagiralo. Nisem se mogla sprijazniti, da je odšel, za moje pojme ful prehiter, bil je zelo vitalen, zelo gilen, tako, ko ga vidiš, suh, veš, tako
poln življenja in zaradi tega nisem mogla nikoli prebroditi njegovo smrt, še vedno ne morem, ker imam res občutek, da je šel prehiter. Da ni bil njegov čas. Tudi Oma se je zaradi tega pol sesula in ni več ista, odkar je šel in tako da. Ampak veš, te težke stvari v življenju so vedno za neke dobre. Vedno se rečemo, mora nas tako blizu nekaj udariti, da mi naredimo pri sebi neke spremembe, da si rečemo, ok, ne bom živela 1000 let. Ja, toliko je, kolikor je. Probaš pa izkoristiti ta čas, ki ga imaš, ne? Tako. Ampak se mi zdi tako, recimo, če poslušaš tako zgodbe, pa sploh, če se recimo dvema v družini ista stvar zgodi, kje najdeš moč, da ti ozdraviš, recimo, ne? Ko pa veš, da na drugi strani ima nekdo isto stvar kot ti, oziroma podobno, pa njemu recimo ni uspel, ne? A te to malo tako, če bi moraš dol potlač, ne? Jaz sem ekstremno empatičen človek, čutim druge bolj kot sebe, ampak jaz mislim, da je to stvar odločitve. Do or die. Ali greš naprej, se pobereš, ali pač ne. Mogoče dobra protivtež temu, da sem ekstremno empatična, introvertirana rakica, je pa pač ta moja druga stran, ki sem totalni borec in se ne pustim in se ne dam in vedno, ko je težko, najdem pot naprej. Kakorkoli je boleče, vedno bom našla eno luknjo, če je mala luknja na steni, da bom našla pot ven. Tukaj smo si ljudje pač različni. Še enkrat je stvar odločitve. Me potre absolutno, ja, ekstremno. Pač včeraj smo izgubili človeka, s katerim sem delala, predtem sem izgubila eno punco, ki je bila v mojem timu in tako. Ampak ja, se zjočem, absolutno. Jaz se lahko zdaj začnem jokati v tem trenutku, toliko sem empatična. Ampak zjoče se, greš v kot, se postaviš nazaj in greš. Greš naprej. Druge v življenju ni. Ali furaš pa safer. S tem nisi naredil nič nobeni. Sploh pa ne okolici, sploh pa ne svojim bližnjim otrokom. Se mi zdi v bistvu zdaj, ker recimo sva že kar nekaj zgodb posnela, no, moram priznati, nekaj jih je že. Se mi zdi, da je vsem ženskam, ki so šle čez neko težko obdobje, skupno to, da to, kar si rekla, prva stvar je, da znaš reči ne, da slediš svoji intuiciji in ko vidiš, da nekaj ni, odkloniš. Druga stvar je pa meditacija, ne. To tudi v bistvu po moje 90% žensk, s katerim sem imela pogovor, meditira. A ti tudi meditiraš? Moja meditacija je zelo drugačna od ostalih. Okay. Jaz ne maram klasičnih meditacij, ne maram skupinskih meditacij. Iz enega razloga. Ker sem delala skupinske meditacije, pač meditiraš, si načeloma voden in pol se pogovarjaš o tem, kaj si videl, kako si doživel in ljudje pač povejo, kaj so doživeli, kaj so videli. Ja, nič ne, ali pa nič ne občutim, ali pa nekaj malega in potem pride turn on me in jaz pač povem celo zgodbo in meni se ful dogaja in jaz vidim ful eteričnih bitij, zato ker pač so v mojem življenju, veš, jaz imam celo gužvo, ker sem tako povezana z univerzumom in je pol kar malo tako scary za nekatere ljudi, ki jaz to začnem govoriti in ta del nočem deliti z ljudmi, to je moje. In zato se teh stvari lotevam čisto sama. Moja najboljša oblika meditacije je slikanje, ker takrat se odklopim, takrat mene ni me na tem svetu, ni me, sem vodena, direktno delam z univerzumom in vse, kar gre pač kreativnost na mojo sliko. Rada sem v naravi, ob tekoči vodi in jaz to meditacijo, ko ljudje mogoče rabijo 15 minut, pol ure, 1 uro, recimo, da izklopijo te misli, pa jaz sem to zelo sposobna narediti takole, v delčku sekunde. Zato je moja oblika meditacije pač popolnoma drugačna. Lahko jaz tudi tako le zdaj, da lahko meditirava in tako, ni mi to pač problem, ampak najrajši imam pač to meditacijo, da sem sama sabo na tak poseben način. Jaz sem pač različne pogovore lahko čisto z univerzumom in dobivam tako v delčku sekunde. Tebe po moje res gužva doma. Ja, ful je gužva. Ne, ampak čisto okej, zato ker sem to sprejela in rabila sem ful časa, da sem sprejela te stvari, da sem se počutila normalno, bom temu rekla. Ampak to je bilo šele po 30. letu, ker sem spoznala sebi podobne ljudi, ki se s temi stvarmi ukvarjajo. In sem rekla, okej, pol je to normalno, da vidiš stvari, da čutiš stvari, da
da se lahko pogovarjaš z določenimi ljudmi, ki jih mogoče ni. In tako, za ljudi mislim, da sem čisto čudna. Ne, ampak res pred svetom nikoli nisem pokazala ta del sebe. No, tako, nočem ga dosti deliti, razen z ljudmi, ki res razumejo te stvari. Ampak verjetno ga ravno zato nočeš deliti, ker ne želiš obsojen, ker ne želiš, da te ljudje gledajo kot malo čudno? Ne, v bistvu mi je čisto vseeno, če smo čisto iskreni, mi je čisto vseeno. Ti si ljudje, ki morajo vedeti, vejo, za ostale ljudi me pa čisto ne zanima. Pač ljudje na različne načine doživljamo ta svet in je čisto ok in je čisto pač tako prav. Tako da eni tako, eni drugače. Se pravi, te tudi duše pridejo kdaj pogledati? Ja, svašta pride. Ne, mislim, jaz sem bolj tako, bolj igriva. Jaz sem bolj, ne vem, pridejo angelčki, pa pridejo bilinke, pa pridejo, recimo zelo sem povezana z kakimi zmaji, z samorogi. To so bolj moja bitja, ki so mi tako blizu in jih pa tudi moj otrok vidi. Tako da, ja, pride kdaj tudi kaka duša, vse kaj zmeni pa tako, ampak veš, jaz sem zelo te stvari poskušala tako, se zelo zapreti pred njimi. Tudi recimo vidim čakre, vidim pač tvoje astralno telo in sem se zelo naučila, da jaz tega ne vidim. Ker je drugače težko, ne? Težko je, moti me. In sem preprosto izklopila, pač da tega ne vidim, razen če pač želim to. Se pravi, zdaj moje ne vidiš? A želiš? Mislim, ja, zakaj pa ne? Meni je ta svet vedno bil fascinanten, tako da ja. Lahko mi poveš, če kaj vidiš. Razen, če ni za na kamero. Ne, ampak bilo je smešno, ker si pač začela omenjati, ker so se tvoje čakre začele čisto drugače vrteti in so začeli čisto drugače žareti, recimo sploh tvoja četrta čakra je začela kar malo sijati. Tako da je ful zanimivo, ker ljudje ozavestijo nekatere stvari, kako drugače začne energija teči. Ful dobro, mogoče bi drugič še o tem pogovor naredili. Na katero stvar v življenju si recimo najbolj ponosna? Vedela sem, da me boš to vprašala, na mojega otroka. Ok, pa če izvzamemo otroka, to itak mama vem, da je, tudi sama imam 3, tako da to so največji uspehi zares v življenju, a ne? Sploh, če ga spravaš potem do te faze, da je samozavesten, da se ima rad in tako naprej, a ne? Ampak, če izvzameš recimo otroka, na katero stvar si najbolj ponosna? Da sem ostala, ne glede na to, kaj se je zgodilo v življenju, ne glede na to, s kom sem delala, kaj sem delala, koliko projektov sem delala, različnih stvari, da sem vedno ostala zvesta sama sebi. Na to sem najbolj ponosna. Da nikoli nisem klonala, da nikoli se nisem spremenila zaradi nekoga drugega. Veš kaj, zanimiv mi je v bistvu ta preskok, ker se pogovarjava o nekem poslovnem svetu, ti si PR-ovka v bistvu za kar pomembne ljudi na Balkanu, v Sloveniji in tako naprej. Po drugi strani si pa zelo energijska, a veš, tako mi je zanimiva si, ravno iz tega vidika, ker ni ponavadi te, ki so v poslovnem svetu, ok, mogoče malo zmeditirali, toliko da malo odklop, ampak ni toliko noter v energijah, kot si ti, ne? Ja, malo sem drugačna. Ja, res. Včasih je težko združevati ta dva svetova, ampak veš, to sem jaz, to je del mene. Mogla sem pač dojeti, da sem takšna in drugačna in nočem biti samo poslovna, ker to bi me ubil. Ne morem biti pa preveč umetniška, ker to pač spet ne bi nikamor prišla v življenju, pač ne bi bilo tega toka življenja in denarja in pač, ne vem, uspeha in teh stvari. Tako da sem se naučila ta dva pola, rečemo, ta dva svetova združevati. Tako da je čisto ok. Rabila sem nekaj časa, da sem prišla do tega, ja. Verjamem. Česa te je v življenju strah? Imaš kakšen strah? Ja, absolutno, vsi imamo pač strahove. Absolutno me je strah, da ne bom izkoristila to življenje do maksimuma. Strah me je, da ne bom vseh svojih potencialov izkoristila. Da ne bom dala otroku ta prave popotnice za življenje. Ekstremno strah me je smrti. Res? Ja. Zato, ker jo doživljam, čeprav sem zelo, tako kot si ti rekla, pač odprta za neke stvari, pa verjamem v neke stvari, še vse mislim, da je to konc. Po eni strani. Ne verjameš, da gre človek v novo telo, v drugo življenje, da se obstajajo stare duše in nove duše in tako naprej? Ja, vse te stvari jaz zelo verjamem. Ampak veš, verjamem pa tudi, da ko ti končaš to življenje, se nikoli več ne vrneš van v smislu, da imaš vse te izkušnje, da imaš vse te občutke, da imaš vse to znanje. Se pravi, nikoli več ne moš nadaljevati tle, kar si naredil. In tega me je strah. Se pravi, zdaj pa spet je ovo na novo. Ja, pa boh je to, kakšno družino prideš, pa v kakšne pogoje, pa tako naprej, ne? Ja. Te stvari.
In najbolj me strah tega, da pač se z nečesa ne bomo se spomnili ničesar. Tega me je strah. Jaz, ja, sprejmem vse te stvari, super bilo, da se spomnim, ne? Ampak se ne spomnim teh stvari. Tako da, se pravi, to ne bom več jaz, to bo nekdo drug. Ja, ko z tega vidika pogledaš, je res kar grozno, ne? Tako da, zaradi tega me je pač zelo strah te minljivosti, no. Se pravi, v bistvu je res ful enih stvari, o katerih bi lahko govorili, no. Ampak mogoče me pa samo še zanimajo cilji. Kakšne imaš cilje? A si človek, ki na nek način hodi po poti in sproti odkriva cilje, a si človek, ki dolgoročno gleda in si nekaj želi in sledi samo temu? V bistvu oboje. Ne maram statike, rada imam dinamiko, nove stvari. Zato je fajn delati PR, narediš projekt, vsakič je nekaj novega, nov koncert, nov neki. Je zelo dinamično, isto pač tako, ko gradim ekipo, spremeni življenje, se pravi, kar se tiče nutricionizma in tega mi je super, ker so skozi novi ljudje, pomagaš jim lahko, the best mi je. Tako rada imam, po naravi sem builder, rada nove stvari gradim, rada spremljam, da rastejo. Zato imam, ja, definitivno imam dolgoročne cilje in definitivno imam kratkoročne cilje, ki se pa skozi spreminjajo. Tako da sem zelo... Nisem tip človeka, ker ljudje pač ne maramo sprememb, ne, tako smo narejeni. Bojimo se sprememb. Ja, zato, ker takrat vidiš svoje šibkosti, ne? Nekaj se spremenili in zdaj moram jaz to nekaj drugačno narediti, tega jaz ne znam. In to je tisto, kar sva že na začetku govorili, ne? V bistvu iz cone obdobja greš. Tako, ni me strah iti iz cone obdobja in vedno sem iz vseh svojih hobijev naredila posel. Tako da me ni strah sprememb, ni me strah razvijanja, zelo stremim k novim virom tehnologije, delamo neke brutalne stvari tudi na tem področju z ekipico in zato so neki cilji, veš, ti kratkoročni, ker me pelejo pač tja, ker me pelejo. Ne bom rekla, tja hočem iti, tam bom pa konc zabetoniran, ne. Življenje je tok, življenje nikoli ni premica, pač imaš milijon nekih poti in se zelo prepuščam toliko. Ene stvari so pa ja, definitivno, kje želim biti, kaj želim v življenju, ne. Ne želim več burnouta, ne želim več delati z ljudmi, s katerimi ne želim delati. Nikoli nisem delala od 9 do 5, recimo. Vedno sem bila sam svoj šef, zbirala projekte. Rada imam svobodo časa, svobodo odločanja. Tako da to definitivno ne bom spremenila. Če mi kdo reče, get a job, mi je tako, zakaj? Večkrat slišim že od staršev, od partnerja, get a job, pa jaz tako, zakaj? Živim življenje, ki ga pač skoraj večina ga želi živeti, pa ga ne upa, recimo, ne. Zato, ker za to moraš mogoče malo imeti jajca. Želim... Pa potrpežljivost. Potrpežljivost, marsikaj moraš imeti, ne, marsikaj, debelo kožo in tako. Tako da ja, ti cilji so pač, so v življenju morajo biti, ampak veliko ljudi, kot sem ti že prej rekla, imajo neke cilje, problem je pač, da niso pripravljeni za njih narediti stvari in pol dejansko živijo in na koncu prideš do neke penzije in gotoviš, da nisi živel, pa da si životaril, ne. No, tega jaz ne želim. To nikoli ni bil moj cilj. Ja. Želim res živeti polno življenje. Veš kaj, mogoče bo zdaj to malo čuden izpade, ampak jaz imam včasih to čudna vprašanja, ne? Ja, izvoli. Ampak glede na to, da je to ženska klepetalnica in več ali manj ženske to gledajo, se mi zdi, da je v bistvu ful pomemben tudi, da se ženske povezujemo, ker je bilo vse preveč tega podtikanja pa tako naprej, ne? Jaz mislim, da moramo ženske vseeno malo bolj pozitivno gledati tudi na stvari, pa ena na drugo. In kar mi je pri tebi v bistvu všeč, je to, da se znaš pohvaliti. A veš, se mi zdi, da to ženskam manjka, ker takoj, ko se nekdo zna pohvaliti, si mislimo, lega, kako je ta samovšečen. Ampak ni, ne? Dejansko se moraš znati pohvaliti. Ja, to je ta del PR-ov, ker sem se mogla te stvari naučiti, še vedno se ne znam pohvaliti. Ampak ne vsake toliko ti je danes uspel, zato sem rekla, to moram prav poudariti na koncu, če se bom spomnila, ne, ker klepetaš včasih pozabiš, ampak res je ful dobro slišati v bistvu, da se ženska zna pohvaliti. Se mi zdi, da to je narediti tako prav lepo. Premalo se znamo pohvaliti, premalo smo ponosni na to, kar delamo. Ko včasih mi kdo reče, ja, pa se jaz nič ne znam, veš, se jaz pa nisem vredna tega, pa tako, ja, si. Sigurno znaš eno stvar v življenju narediti boljš kot nekdo drug. Jaz sem prepričana, da, ko naj jo gledajo, so rekla ženske, jaz sem prepričana, da 3/4 jih zna narediti ene stvari boljš kot jaz. Ja. Ene stvari pač ne, ene stvari pa sem absolutno prepričana, da jih naredijo boljš kot jaz. Vsak človek ima neke stvari, ki jih naredi boljš kot nekdo drug. In ja, ful dobro si pač
izpostavila to, kar si rekla, ne znamo se pohvaliti. In jaz to prav, tudi jaz se nisem znala, ampak sem se naučila, da tudi moraš malo sebe, veš, tako vsake toliko časa, dobro si naredila stvari. Zato, ker veš, v življenju večkrat si rečem, da je to bi lahko boljš, nisi dosegla to, kar si hotela. In pa se večkrat zaciklaš, veš, to svoje misli in smo zelo nezadovoljni sami sabo, veš. Jaz sem zelo tako, lahko bi več, lahko bi boljš, ne. In pa se rečem, to moram prav zavestno narediti. Stop, ful si naredila stvari v življenju. Ja. Bod ponosna. Ja, nisi še tam, kjer želiš biti, imaš ful pač velike cilje, velike želje, ne. Kar je okej, ampak včasih je dovolj tudi to v tem trenutku, da si pač tle s to zmogljivostjo, z vsem tem šitom, ki se ti zgodi v lifeu, da si pač preživela in si pač zvozna. Ker včasih je tudi to, da se vstaneš samo iz postelje, dovolj v tistem trenutku, če ne zmoreš več. In zato je fajn, da si stvari napišete, narišete. Zato je fajn journaling delati. Ker imaš slabe trenutke, greš nazaj in pogledaš, in se takoj boljš počutiš. Se nekaj sem pa naredila v življenju. Sem dobra mama, sem dobra partnerka. Šla sem čez ene stvari, ki marsikdo ne bi upal iti, ali ne bi šel. Nisem klonila, ne. Tako da, dajte se naučiti pač pohvaliti. Ker to se mi zdi v bistvu, veš kaj je pomembno, ne? Ti si res uspešna tudi v poslovnem, kot tudi v zasebnem življenju in tako. Ampak se mi zdi, da marsikera ženska mogoče, ki ne dosega toliko enih različnih stvari, pa ni mogoče na, ne vem, dama leta in tako naprej, ne, imaš ti res neke prestižne nazive, ampak vseeno tudi ženske, ki so ali gospodinje doma, ali ne vem, se morajo znati pohvaliti v bistvu. Ja, pač gospodinjsko delo ni lahko. Meni večkrat moj reče, lahko bi malo več pospravljala, lahko bi imel več to, pa tako, okej, dragi, ampak jaz isto delam kot ti, razlika je pač to, da jaz delam doma, imam office doma. In tako, ko gledaš, včasih se zalotim 2-3 ure, pospravljam, to je res težko in nič se ne vidi. Ne vidi se, razen kopalnica mogoče, ki je res ful umazana, ampak ostale stvari se ne vidi. In meni gre včasih res na živce, prije mož, recimo domov, ko se pogovarjam z ženskami, in ona cel dan dela, skrbi za otroke. Zdaj, ti imaš 3 otroke, to je zame totalni dosežek. Jaz sem enega živela, še enega, meni to bilo, oh my god. A veš, in wow, to je meni, res mi je, wow. In skrbi recimo ženska za dom in vse naredi včasih, verjem, je to ekstremno več vredno, kot ne vem, kjerkoli dosežek, pa tako, kot si rekla, dama leta, pa to, zato ker je pač to nek steber, neka stabilnost, nekaj nečesa. In ženske se večkrat ne zavedajo, koliko dejansko prinesejo v družini. Ker ni vedno finančno, koliko ti prineseš v družino. Kaj ti narediš, koliko ti svojega otroka vzgojiš, kako ti skrbiš za svoj dom, je wow. Meni večkrat tukaj zmanjka, recimo, nimam toliko časa pospravljati, moram pač najeti čistilko. Ampak se pravim, vsaka je, to sem hotela v bistvu poudariti, vsaka je na svojem področju topa, ne? In to se moramo v bistvu zavedati. In večkrat imajo ženske ekstremne hobije. Veš, tako, jaz včasih gledam, wow, koliko dobro znajo neke stvari narediti. Manjka je mogoče tisti del, ki ne upajo si mogoče to finančno obrniti. In mi je včasih tako žal, ker to delajo za svojo dušo pa tako, ne? Jaz sem dolgo časa slikala za svojo dušo, ampak sem mogla res ta del prebiti, da prodajam pač slike in tako, ne. In tiste, ki ste na kateremkoli področju, recimo, ki ste dobre, pejte iz cone udobja. Korak po korak. Pač. Se mi zdi to ful dobra stvar za konec, ampak eno vprašanje pa res še imam. Koliko se ti zdi pomembno, da je ženska v svoji ženski energiji? Če si ženska izgubi svojo žensko energijo, je izgubila sebe. Meni se zdi ekstremno pomembno, da je ženska v svoji ženski energiji, kar je težko v svetu emancipacije. Tako samozadostne smo, vse lahko same. Jaz priznam, ker ne morem, rečem, in meni je ful dobro, da mami, oče, moj partner, da nekdo nekaj naredi zame, ker skozi delam za druge ljudi in ne bojim se reči za pomoč. In ženske včasih se bojimo reči, a mi lahko pomagaš, se bom sama, ful sem zdaj samozadostna. Izgubljamo to žensko energijo. Tako da premalo se pustimo razvajati, premalo smo ženske, premalo smo tiste krhke, ranljive ženske in bojimo se mogoče to pokazati. In res izgubljamo pač to žensko energijo. In to ni okej. Ni okej zaradi tega, ker potem moški ne najdejo svoje vloge
in se zgubljajo in zato so odnosi tako krhki, kot so in ni več teh mej, vse je postalo zabrisano. Tako da ni slabo, da smo samozadostne, da smo, ne vem, uspešne, da smo pač karkoli želimo biti na tem planetu, ampak zelo pomembno je, da ostajamo v tej svoji ženski energiji. Kako ostajati v ženski energiji? Najte stvari, ki vas bodo delale žensko. Eno, kot smo rekli, dajte se pohvaliti. Drugo, kar je, ful mi je ena zanimiva stvar, ker imam eno prijateljico, ki ima prijateljico in gre sam k njej recimo k domov na kavo in se ful zrihta. In mi je bilo tako ful zanimivo, ker pač jaz pomladi navlečem trenerko in grem. In vsaka ima pač nek svoj način, da ostaja v tej neki ženski energiji, da je sama sebi the best in lepa in všečna. Včasih se rečem, daj si samo, ne vem, šminko zameni, nekaj naredi zase, da ostaješ v tej lepe energiji. Zato, ker če nismo v ženski energiji, nam ne bojo ene stvari šle. Ker mi mislimo, če bomo v tej moški energiji, pa bomo tako taf, pa to, da nam bojo stvari bolj šle v življenju. Gotovila sem, da to ni res. In tako da zelo dobro vprašanje. Se mi zdi, da je tudi izgorelosti ravno zaradi tega pri ženskah tudi veliko, ker grejo v neko energijo, ki ni prvotno njihova. Ful ti hvala za tale pogovor in iskrene besede in super mi je bilo. Hvala enako. Upam, da smo dali tudi gledalkam, kaj da bojo potegnile iz tega. Sigurno.